že skoraj 30 let, torej precejšnja doba, se pravzaprav ukvarjam s prezentacijo vsebin, ki jih predstavljamo in zastopamo v muzeju laični publiki, tako mladini kot odraslim obiskovalcem. In sem pač seveda skozi to moje delo nehote pridobila pravzaprav veliko izkušenj. Zdaj, o tem svojem delu sem na hitro zbrala nekaj fotografij, danes je pač mnogo teh medijev, imamo. Tako da, ko bom govorila, se bo na ekranu zvrstile te fotografije različnih programov, ki so se odvijali v našem muzeju od začetka ali pa koncem 80-ih let, pravzaprav vse do lanskega leta. Nekatere fotografije so že zelo obledele, ene so stare, ene so črno-bele, ene so delo strokovnjaka, druge so delo laika, se pravi, ene so pač boljše, druge so slabše. Takoj, ko sem v bistvu se soočila s predstavitvijo zgodovinskih tematiki laični publiki, sem pravzaprav naletela na ogledalo. Jaz sem pač mislila, da je to lahko delo, da je tudi razumljivo. Zelo dobro se spomnim, ko sem vodila ene vedoželjne takratne četrtošolce po naši znameniti prazgodovinski zbirki o mostiščarski kulturi. In sem se ob neki pasti, ki je takrat veljala lovska past za bobre, danes velja za past za srnjad, v kateri smo se tudi na fakulteti veliko učili. In se mi je zdelo, da vem veliko. Sem pač tem vedoželjnim mladini začela razlagati, kako ta past deluje. In seveda vsi so me zanimivo poslušali, bil je pa tam nek zelo vedoželjen fantek in me je zelo tako pronicljivo gledal in potem rekel, v redu, če to tako deluje, zakaj pa potem pač te tetive tam tečejo. Pa sem se jaz mislila, no ja, nekega mladega četrtošolca bom že okrutila, in sem si pač nekako zmislila še nekaj drugega in se seveda se zapletala v nelogičnosti in potem je rekel, ne, je rekel, to pa že ne bo držalo. Potem je pač to situacijo rešila učiteljica in je fantka odpeljala. Meni pa seveda dalo misliti, da nikoli v življenju ne razlagaj stvari, ki jih ne razumeš, ampak ne razumeš zares. Nikoli naj te ne bo sram, da česa ne veš. In seveda nikoli ne podcenjuj ljudi, ampak to v tem ne namenoma podcenjevanju, ampak ne hote. No, kmalu zatem se mi je pač v glavi porodilo, tako kot je dr. Miheličeva rekla, v tujini je bilo, smo to skozi poslušali, zelo razširjeno tem dejavnosti ali pa predstavitev muzejskih vsebin na bolj sodoben način, ne tako na suhoparen. In sem si seveda jaz tudi želela prav rimsko obdobje na nek simpatičen način predstaviti našim mladim šolarjem. Zakaj pač sem se osredotočila na te, danes reče, da tretja triada osnovne šole, zato ker je bilo teh obiskov v muzeju največ, sicer se je treba enakovredno ukvarjati in me to tudi zanima tako z mlajšimi kot tudi z odraslimi obiskovalci, ampak osredotočila sem se na to in sem se zaradi posluha s profesorji oziroma učitelji in ravnateljico takratno osnovne šole Kolezije iz Ljubljane. Smo se dogovorili pač za neka 14-dnevna srečanja, kjer bi
skupini otrok, ki so se združili v en krožek, predstavljali antično kulturo, rimsko kulturo, kako so Rimljani nekoč živeli. Zdaj, nekaj teh starih fotografij so po na zaslonu zvrstili. Tukaj smo recimo delali milnik, tu smo delali pač eno stanovanjsko hišo, blok s pomočjo lokalnega učitelja za tehnični pouk, pa seveda za likovni pouk isto. Tu smo delali voščene tablice. Tukaj so na obisku pri meni v muzeju, kjer smo čisto navadnimi rjuhami simulirali neke obleke, potem z kopijami rimskih oljenk smo si svetili, da so pač imeli malo občutek, kako je to včasih delovalo. Potem smo v tem času v našem lapidarju prehranimo kamnite spomenike pa za osnovno šolo Prežakovega Voranca in odlično pedagoginjo latinistko Aleksandro Hirtmajer, hvala lepa. Skupaj z otroki smo naslovili po antičnih poteh in smo raziskovali kamnite spomenike. To potem razstavili tudi ob bok razstavljenim kamnitim spomenikom v muzeju. No, ko se je pač to izteklo in smo se po koncu s temi z mladino pogovarjali, ali so nekako začutili duh tiste dobe časa, sem pa na svoj način malo razočarana, ker se mi je zdelo, da ne čisto tako, kot sem jaz želela, verjetno tudi se nisem dovolj dobro pripravila. Vsekakor se mi je zdelo nabrano gradivo tako široko, bom rekla, pa tudi poglobljeno. Veliko sem se pripravljala v tem smislu, da sem pravzaprav, ker na delovnem mestu, na katerem nisem imela neke hude podpore, pravzaprav bolj v tem smislu, da pravzaprav se nobeno ni zdelo to zelo relevantno ali pa pomembno, zdaj je pač ta tendenca drugačna in sem pač sama pristala na Državni založbi Slovenije, ki je takrat pač imela primat na področju učbenikov in prišla, tako kot je dr. Miheliča tudi rekla, v roke Branimirja Nešoviča. Ta je seveda zadevo zagrabil, me usmeril in pravzaprav v 3 mesecih je bila knjiga vzunaj. Dal mi je tudi ilustratorja, pa oblikovalca. Z ilustratorko Andrejo Peklar, ki je bila tudi tukaj že večkrat omenjena, sva se odlično tudi strokovno ujeli in pravzaprav sodelujeva še danes, žal ne pri kakšni drugi knjigi, ker nekako ne najdeva tega posluha. Zdaj bi pa jaz tu omenila eno zadevo, ki se mi zdi namreč zelo važna. Pisanje knjig ali pa kakršnekoli programov za mladino ali pa laičnim obiskovalcem namreč ni enostavno. To je zelo, zelo težko, zahtevno. Mnogokrat, včasih, danes pa recimo mogoče tega malo več, ni cenjeno pri svojih kolegih. Zelo je bistveno, da človek pri predstavljanju neke teme ogromno ve, da so mu bolj ali manj vse stvari poskušajo biti jasne in je treba določen problem, temo razjasniti z jasnimi, kratkimi formulacijami. In da to dosežeš, je to zelo težko. Dobrodošlo seveda je
in tudi kvaliteta knjige ali pa pač kakšne druge predstavitve pridobi s predstavitvijo raznih zanimivosti. Zanimivosti pač nimaš v malem prstu, to si moraš naštudirati, če hočeš biti duhovit, zanimiv, moraš vedeti ogromno zgodb, to lahko pač ne prebereš ene knjige, ampak jih moraš 100, 200 ali pa ti kdo kaj povedati in tako. To je zdaj recept za neko uspešno predstavitev. Jaz sem si, to sem se naučila. Meni osebno je zelo všeč ta anglosaksonski model. Angleži so pri teh predstavljanjih, pa ne glede na medije, je to knjiga, ali je to film, ali je to kaj drugega, enostavno nepodkosljivi. Oni v bistvu vsak problem začnejo, razložijo, grejo iz nič in potem nagrajujejo. In ko ti bereš kakšno knjigo, tudi za otroke, gledaš film v eni uri, se ti pač zdi, da o nekem problemu veš. In moj prijatelj je vedno rekel, ti moraš stvar tako napisati, da človek, ko to prebere, razume. Če to ni jasno, potem stvar ni dobro narejena. Zelo važno in kvalitetno, iz tega izhaja potem tudi timsko delo pri teh projektih, so tvoji sodelavci. To so seveda slikovno gradivo, ilustracije, fotografije, tudi oblikovanje. Slikovno gradivo, ilustracije, oblikovanje, to niso mašine. To je v bistvu nadomešča neko informacijo v besedi. Če pravzaprav jaz o nečem govorim, potem lahko slikovnim gradivom drugo informacijo uspešno dam. In ko smo z mojima sodelavkama delali knjigo o Egiptu, sem jaz našla v našem muzeju eno serijo izjemno kvalitetnih in redkih publikacij od Metropolitan Museuma iz New Yorka. Oni so namreč izkopavali egipčanske grobnice nekje od prve svetovne vojne, pa še potem v 40. leta prejšnjega stoletja. V teh publikacijah so bile vse stiskane v 500 izvodih po celem svetu. Naš veliki humanist in prvi ravnatelj Narodnega muzeja Slovenije po vojni, profesor Jože Kastelec, ki ga verjetno marsikdo od vas pozna, je v bistvu te knjige nabavil v Trstu v knjižnici in jih je za Narodni muzej Slovenije. In sem jaz, ko sem nekako si razgradila oziroma sestavljala, kako bi delala strukturo knjige, se mi je zdelo, da se človek ne bi ponavljal pri tako, recimo, znani, pa dostakrat prežvečeni temi, da bi pri določenih problemih oziroma prizorih, ki se večkrat pojavljajo na grobnicah, v bistvu črpal iz teh knjig. Sem recimo rekla delanje piva, pa je bilo potem 10 prizorov in potem sva z Andrejo Peklari, z ilustratorko, se to še pogledati skozi in je ona potem naredila neko svojo verzijo tega. To samo kot ilustracija. Naslednja stvar je ta, da je treba zelo natančno strukturirati vsako stvar, ki jo človek pač da od sebe. Zdaj je to knjiga, ali je to prezentacija preko raznih programov, takšnih in drugačnih, da moraš vedeti, zakaj je ena stvar tam in zato. Gospe, ki so nastopale pred mano, so poudarjale, da danes mogoče ni toliko posluha, zato, ker je seveda res, da je problem tudi v denarju, tudi to je res, samo to je bilo vedno. Dostakrat pri založnikih ali tudi pri programih v muzeju, ki jih pripravljam za
naše obiskovalce, sem potem pri svojih predpostavljenih ali pa to, ja, pa se je to dobro, pa oblikovanje, to bomo doma naredili, domačih vlogih, to zelo narobe, ne. Oblikovanje je poklic, tako kot vse. Oblikovanje mora biti visoko kvalitetno, to seveda ni isto kot razkošno, je lahko zelo skromno, ne. Ampak mora biti profesionalno, kar velja za sprav. Ne samo za prvič je kvalitetna vsebina, kvalitetna in ilustracija in seveda tudi kvalitetno oblikovanje oziroma fotografija, to gre vse skupaj, ne. Tako da dostikrat se pri založnikih tudi ustavi do vsebino že, pa recimo ilustraciji ne čisto toliko, oblikovanje bomo pa hiši naredili, kar je pravzaprav škoda, ne. Otroku ali pa komorkoli je treba tudi vzgojiti občutek za lepo, ne. Druga stvar, ki je tudi važna, da tisti avtor, ki predstavlja določeno zgodovinsko temo, da si pač vzame to pravico in seveda za to tudi mora odgovarjati, kako bo kakšno stvar predstavil oziroma do kakšnega nivoja bo simplificiral, ne. To se včasih dogaja pri naših strokovnjakih, ko nimajo za to posluha, pa so mi dostikrat rekli, pa tega ne moreš mešati. Vem samo, ko ti predstavljaš osnovne pojme, moraš nekaj začeti in potem v bistvu to zviševati, ne. Kar danes opažam in mi je zato škoda, takrat pred recimo dobrimi 25 leti je bilo teh programov malo, ne. Kolegica recimo v Narodni galeriji, Lidija Tavčar, tudi Ptujski muzej takrat je imel zelo dobro pedagoginjo, pa Mariborski pokrajinski muzej. Smo med sabo takrat tudi sodelovali, se veliko o teh izkušnjah pogovarjali. Zdaj je zadeva pač taka, da je šlo v grozovito simplificiranje. To meni ni nič všeč, tudi ni dobro, ker še vedno mislim, da otroci zmorejo veliko, da so zelo vedoželjni, da jih veliko zanima, da se mora in se tudi lahko prav vsako temo na njim dostopen način predstavi, da se uvaja nove pojme, ki jih seveda mora sproti razlagati, ne pa, da se to spušča in da se gre v neko simplifikacijo. To je podcenjevanje otroka. Moj osebni izbor, če mi gospa Mihelčeva samo še to, sem vedno občudovala to knjigo od velikega humanista Gombrcha, Kratka zgodovina. On je to napisal v 30 letih prejšnjega stoletja, ko je v bistvu končal študij, bil je star tam po 27 let in je napisal kratko svetovno zgodovino, ne. On je v bistvu sam izbral tisto tematiko, ki se je njemu zdela, to na zelo zanimiv način napisal in ko ti to knjigo prebereš, ima pač nek vtis o tem. In to se mi zdi preprosto genialno in brezčasno. In k temu moramo pravzaprav vsi strmeti, ne glede na to, na današnji čas, ko imamo veliko možnosti, te komunikacijske, bom rekla, ko raznih medijev in je poplava teh informacij. Čisto na koncu pa še to, kolegica Maja Ždanuk je tudi avtorica, ona je vedno rekla, da imamo muzej silen privilegij, ker imamo predmete, svet predmetov, da jih je preprosto treba oživiti in jih predstaviti v zgodbi.